Občina Idrija že desetletja lovi ravnotežje med potrebami in možnostmi. Denarja ni dovolj za vzdrževanje cest, vodovodov, gradnjo šol in vrtcev, da o kulturnih in športnih dvoranah na podeželju sploh ne govorimo. Danes se bomo v oddaji aktualno posvetili pričakovanjem in zahtevam občanov po hitrejšem reševanju skupnih problemov. Tomaž Vencelj, župan občine Idrija, pozdravljeni in dobrodošli v naši oddaji. Lep pozdrav. Letošnjem letu končujete vaš drugi mandat. Kako ste zadovoljni? Ja, v bistvu dobro vprašanje. Z marsičem sem zadovoljen, z marsičem pa tudi ne. V bistvu zastavili in naredili smo kar nekaj projektov. Veliko jih pa tudi nismo, zaradi tega, ker nimamo finančnih sredstev, ker tudi nimamo možnosti za črpanje teh finančnih sredstev. Tako da, veliko upanja polagam na to, da se bo odnos do občin izven centrov v tem mandatu spremenil. Večkrat poudarjate pomen sodelovanja, najbrž na obeh ravneh, tako proti državi kot tudi občine proti krajevnim skupnostim. Ja, jaz mislim, da sodelovanje občine s krajevnimi skupnostmi je, bomo rekli, kar na visokem nivoju, če ne drugega. Imamo sosvet predsednikov krajevnih skupnosti vsaj 4-krat na leto, skozi katerega si povemo marsikaj. Sem pa tudi jaz osebno in občinska uprava v stalnem kontaktu s krajevnimi skupnostmi, tako s predsedniki, kot tudi z drugimi, ki so zadolženi za razne zadeve, tako da mislim, da informacije imajo pravi pretok. Kot pa pravim, je pa ponovadi se stvari končajo pri finančnih sredstvih. Z občinskim svetom sodelujete tako skoraj zgledno, edino na zadnji seji je bilo nekaj slabe volje, ne? Ja, kako se že reče, politika je umetnost konsenza, tako da bomo morali tudi, kar se tiče odloka o urejanju prometa, bomo morali priti do skupnih ugotovitev, tako da, kar se tega tiče, bomo drugo obravnavo tega odloka imeli v mesecu septembru, ne v mesecu juliju. Do takrat bomo pripravili še določene podlage, ki upam bodo svetnike prepričale v določene pametne rešitve, pa tudi občinska uprava in jaz kot predlagatelj bomo mogoče pri kateri stvari stopili za pol koraka nazaj. In se bodo strasti najbrž tudi malo pomirile. Se strasti so bile v bistvu bolj zaradi drugega kot zaradi samega odloka, tako da jaz mislim, da odlok o urejanju prometa, predvsem kar se tiče parkiranja in omejitev hitrosti v mestu Idrija, ki je kakorkoli največje naselje v občini in ima praktično polovico, oziroma še malo več kot polovico prebivalcev občine, v bistvu je nujno potrebno in jaz mislim, da bomo z mirnimi živci in s treznimi glavami prišli do pametne rešitve. Občina Idrija ni samo občinsko središče, ni samo mesto Idrija, ampak tudi podeželje, ki pa je zaradi geografskih značilnosti, bi rekel, kar problematično za življenje in za vzdrževanje. Ja, problematično je spet z vidika finančnih sredstev, ne? Jaz že kar nekaj časa razglašam eno idejo, da če ima lahko mestna občina Ljubljana zaradi zadovoljevanja nekih urbanih potreb je država sprejela zakon o glavnem mestu, skozi katerega mestna občina Ljubljana prejme približno 25 milijonov letno, bo treba eno podobno zadevo narediti tudi za občine tipa naše, da bomo lahko praktično, bom rekel, ohranjali poseljenost izven centrov in nekako zagotavljali ohranjanje neke kulturne krajine. Problem je res v tem, da recimo občina Idrija, če pogledamo, je v bistvu 1,5%
območja celotne države, imamo pa v bistvu, bomo rekli, dobrega 0,5% prebivalstva, tako da vemo, da je sama poselitev v bistvu redka in ta redka poselitev, ki nekako zagotavlja poseljenost tega velikega območja, je pač draga. In to bo treba nasloviti s strani države in ugotoviti, da je ta poseljenost tudi potrebna in zato bo treba zagotavljati določena sredstva. Največja investicija v zadnjem obdobju v občinskem središču, ki je namenjena vsem občanom, je bila Modra dvorana. Tukaj ste dobili nekaj sredstev tudi iz zasebno donacijo. Seveda, to so v bistvu smo govorili že lansko leto. Tam je družina Rejc podarila občini oziroma donirala 1 milijon. 1 milijon smo dobili z državnega razpisa, ostalo je šlo iz sredstev občine Idrija. Jaz sicer si še želim da bi ta zgled vlekel, tako da se pustim presenetiti. Je pa Modra dvorana se pokazala za v bistvu zelo uporabno v zadnjem letu, ker je tudi akustično zelo dobro obdelana in je pač primerna tudi za tiste zadeve, za katere prej ni bila ravno dobra. No. Telovadnice čakajo tudi v Godoviču in v Ledinah. Boste tudi tam imeli pokrovitelje, sponzorje? O tem ne morem. Lahko pa rečem, da ima občina Idrija kar precej pridobljenih gradbenih dovoljenj za razne zadeve, za katere pa nimamo pač finančnih sredstev. Recimo, tu je ta telovadnica v Godoviču. Že kar nekaj časa imamo gradbeno dovoljenje za obnovo doma Nikolaja Pirnata oziroma dijaškega doma v Idriji, kjer bi polovico doma namenili stanovanjem, predvsem za mlade. Imamo gradbeno dovoljenje za obnovo koče na Krekovšu, imamo gradbeno dovoljenje za vodovod Likarca, Ljubevč, Jelični vrh, imamo gradbeno dovoljenje za čistilno napravo Črni vrh, imamo gradbeno dovoljenje za kanalizacijo v Rudarski ulici proti Mokraški vasi. Imamo gradbeno dovoljenje za stadion v Idriji, imamo en kup gradbenih dovoljenj, za katere pa so pač nekako, bomo rekli, na čakanju in čakajo na primerno priložnost, na kateri bi lahko pridobili sredstva tudi za gradnjo teh zadev. Imate gradbeno dovoljenje tudi za dvigalo v magazinu? Tako je bil tudi razpis objavljen, tako da čakamo, kakšni bodo rezultati. Kdaj bo dvigalo delovalo? Ne vemo, moramo priti najprej skozi razpis, potem pa bomo, v glavnem, stvar se odvija. Sredstva so zagotovljena. Imamo pa tudi zdaj že idejni projekt za dvigalo v stari osnovni šoli v Idriji, ki pa čaka na soglasjah odločevalcev od Zavoda za varovanje kulturne dediščine naprej. Parkirišče pred zdravstvenim domom je tako v slabem stanju. Vrsto let se že o njem pogovarjamo, rezultata ni. Parkirišče zagotavljam, da bo urejeno tekom tega poletja. Želja je bila, da bi bilo pred začetkom junija že urejeno. Dogovori so z drugim lastnikom poleg občine, se pravi s firmo Zidgrad, so bili dogovorjeni, tako da jaz mislim, da takoj po nekako šoli, ko se bo malce tudi prometno Idrija razbremenila, se pravi po koncu letošnjega šolskega leta, bomo začeli tam s tistim delom. Trajalo bo po ocenah dobrih 14 dni, tako da bo treba malo potrpljenja, probali bomo pol po pol urediti, tako da zadeva bo nekako znosna za uporabnike zdravstvenega doma in tudi za vse te druge. Upam pa, da zaposleni, tisti, ki so tam parkirani vsakodnevno, da bodo vsaj v tistem času probali mogoče kakšno več priti trajnostno v službo, da bomo lahko zadeve naredili. V neposredni bližini je Rudniška dvorana.
Objekt je v slabem stanju. Rudniška dvorana je že kar veliko let namenjena za rušenje, ampak takoj potem, ko se uredi dvorana v Spodnidri. Za dvorano v Spodnidri so bili narejeni projekti. Zdaj dodatno se dela še ene ureditve tam zadaj, za dvorano, bomo rekli med dvorano in župniščem. Kajti tam so ene drvarnice, ki jih je treba ukiniti in je treba nadomestne zadeve zagotoviti. Je pa sam projekt, mislim, da zelo dober in bo zagotavljal v bodoče en tak kulturni prostor za kulturne prireditve. Je pa tako, da nas za obnovo te dvorane v Spodnidri z namenom obnove popotresne zadnjega posoškega potresa čaka še približno 800.000 evrov, tako da bomo mogli nekako malo pohiteti in zadevo prihodnje leto tudi začeti delati. Tudi sicer v Spodnidri načrtujete obnovo infrastrukture v starem delu vasi. V bistvu ni obnova, v bistvu je čist nova, bomo rekli, ureditev. To je tudi projekt, ki je bomo rekli, v predalu že par let, pa smo čakali na neka sredstva, prijavili smo se na državni razpis za trajnostno mobilnost in prejeli sredstva, nekaj čez 200.000 evrov, mislim, da bo treba še njih dobrih 100 bomo mogli strani občine zagotoviti. Je pa to ureditev, se pravi, starega vaškega jedra, od nekako prihoda v Spodnjo Idrijo, kjer se zdaj konča sama kolesarska steza, do mostu čez Idrico, se pravi, prehod za pešce čez državno cesto, prehod kolesarske steze čez državno cesto, ki se potem nadaljuje po stari Kanomeljski cesti, nekako formiranje pločnikov in vhodov pred hiše, tako kakor pač zahteva državna zakonodaja za državne ceste. In jaz mislim, da je zelo pomembno, čeprav malenkostno tudi odstranitev tistih stopnic pred trgovino Kmetijske zadruge, ki danes nimajo več funkcije, kot so imeli včasih, ker je bil tam vhod, in s tem omogočiti normalen prehod tudi, bomo rekli, mamicam z otroškimi vozički in invalidom proti pločniku, čez Idrico. Črni vrh je dočakal prenovo vaškega središča, čeprav dela se nekaj vlečejo, ne? Ja, mislim, na to nimamo vpliva. Vedeti moramo, da tam smo soinvestitorji skupaj z državo. Država ureja v bistvu cesto, mi urejamo vse ostalo, se pravi vodovod, kanalizacijo, pločnike, javno razsvetljavo, tako da pač dela potekajo približno po planu, je pa že plan tako bolj, je zastavljen bolj z rezervo, no? Ker pač vemo, da v današnjih časih je tudi v gradbeništvu in predvsem v gradbeništvu velik problem kadrov in je pač zadeva taka, kakor je. Moram pa reči, da je enako kot v Črnem vrhu imamo soinvestitorski sporazum z državo tudi v Kanomlji. V Kanomlji se zdaj trenutno dela del po domače med Mandžurijo in Kočo, to je odcepom za Karnice. Se pravi, tam je zdaj tudi izgradnja kanalizacije vodovoda, zadeva se bo potem nadaljevala, bi rekel, nazaj ali pa naprej proti Spodnji Idriji. Se pravi, na ta račun je spet država ureja cesto, mi urejamo vodovod, kanalizacijo in vse ostalo, kar je potrebno za priključitev prebivalcev Mandžurije. Naslednja faza, za katero imamo tudi že podpisan investitorski sporazum, oziroma soinvestitorski sporazum, je ureditev območja tam vsi v Srednji Kanomlji. Tam se bo naredilo pločnik, tako da, ja, jaz mislim, da stvari se polno dela, niso pa tiste, ki se reče, da je 5 milijonov na enem kupu, ampak je pa veliko takih, kjer pa tudi občinska sredstva, kar za potrebo, ampak dobro kopnijo.
Sanacija po zadnjih poplavah še ni končana. Celotnega programa niste uspeli realizirati. Ne, ga lahko še realiziramo do konca leta 2028. Tako da mi letos računamo vseeno še na 10 v bistvu odsekov, ki jih moramo. Je pa samo, bi rekel, priprava dokumentacije in dokazovanje je precej zahtevna zadeva, tako da zdaj imamo praktično vso dokumentacijo in čakamo na zadnje odgovore. Jaz pa mislim, da bomo letos, če ne dokončali, vsaj začeli teh 10 zadev še delati. Na področju zdravstva napovedujete, oziroma ste že pred leti napovedovali gradnjo urgentnega centra v zdravstvenem domu, selitve nekih ambulant, notranjo reorganizacijo. Kako daleč je ta projekt? Ja, bom začel na začetku. Ko sem jaz nastopil v svoj prvi mandat, smo imeli za stari del zdravstvenega doma, se pravi italijanski in avstrijski projekt za gradnjo stanovanj. Takrat smo se odločili, da tam stanovanj ne bomo delali, ker imamo potrebe po zdravstveni oskrbi. Se pravi, najprej se je dokončal italijanski del zdravstvenega doma, kjer se je naredil center za krepitev zdravja. Preselilo se je upravo in en del namenilo tudi centru za mentalno zdravje otrok in mladostnikov. Naknadno smo uredili še avstrijski del starega zdravstvenega doma, kjer je večino svojih prostorov zdaj dobil ta center za mentalno zdravje otrok in mladostnikov in medicina dela. S tem smo sprostili določene prostore v rumenem zdravstvenem domu, v Tanomu, bomo rekli, in potem se je tam začela tudi zadeva obračati, se pravi, pred parmi leti smo renovirali rentgen, se pravi prostore in nov rentgen. Letos, začetek leta, se je popolnoma obnovil laboratorij, zdaj pa se v tistem drugem, bomo rekli, traktu prvega nadstropja urejajo ambulante družinske medicine, se pravi, da bodo vse ambulante družinske medicine v prvem nadstropju, spodaj pa na ta račun sproščamo prostor za satelitski urgentni center in za celotne potrebe pediatrije. Tako da vložki v zdravstveni dom so v zadnjih letih precej veliki, v bistvu pol od tega smo dobili iz države. Moram pa reči, da za satelitski urgentni center, ki je pač zdaj stvar, ki se jo moramo praktično čim prej po novem letu lotiti, je pa na voljo nekaj preko 1,5 milijona evrov in zadeva je tudi praktično do te mere sprojektirana, da vemo, da bo to tudi nekako zadostovalo za tisto, kar je potrebno narediti. Torej, zagotavljamo primerne pogoje za delo, za delovanje. Sama vsebina je pa problematična, da ljudje v tem času stojijo v vrstah, ko menjujejo zdravnika oziroma izbirajo svojega osebnega zdravnika. To je skoraj malo poniževalno. Ja, je poniževalno, ampak zakonodaja je taka. Zakonodaja ne omogoča direktnega prepisa k novemu zdravniku. Se pravi, da na nek način moraš narediti čakalno vrsto. Zdaj v Idriji, takrat v prvem primeru, je bila zadeva, bom rekel, boljša, zdaj v drugem primeru je bila malo slabša, drugače pa kot da čakajočim razdeliš številke v čakalni vrsti in jim daš ure, kdaj bodo prišli na vrsto za vpis, pa praktično ni mogoče, tako da jaz mislim pa, da pa spremembo zakonodaje upam na premislek novega ministra. Se pravi, spremembo zakonodaje pa lahko zadevo spremenimo tako, da bo pacientom bolj prijazna. Zakone sprejemajo v Ljubljani, vendarle bi pričakovali, da občina stopi v bran svojim občanom, da se to stanje odpravi. Ste pisali v Ljubljano? Od skupnosti občin Slovenije naprej vsi opozarjamo in vemo. In zgodi se nič ne. Tudi ministrstvo to ve že lep čas, zgodilo pa se zaenkrat ni še nič kaj. Promet in šolski prevozi. Država je že lansko leto spremenila sistem in je uvedla šolske prevoze v redne linije.
Pomeni to za občino kakšen prihranek? Mislim, da se je zadeva spremenila že leta 2024 s 1. julijem. V bistvu večina avtobusnih linij, ki jih je prej občina plačevala direktno kot šolske prevoze, je država prepoznala kot potrebne za mrežo javnega potniškega prometa. Se pravi, da praktično z vseh vasi avtobusi vozijo kot javni potniški promet, tukaj so plusi in so minusi. Plus je tudi ta med drugim, recimo, da upokojenci s kartico lahko se peljejo zastonj. Občina ima to prednost, da otrokom kupuje samo letne karte. Rekli bomo, da na začetku je sicer kazalo, da bomo prihranili malce več, ampak mislim, da čez prst približno 100.000 evrov pa plačujemo manj na ta račun. Vedeti pa moramo, da pri idrijski, bomo rekli, občini, ki je res razpršena, kar nekaj delov občine funkcionira na kombi prevozih in praktično na temu, da hodimo iskati na nekatere oddaljene domove otroke in jih vozimo v šolo, še kar veliko sredstev porabimo tudi za ta del, ki pa ni del javnega potniškega prometa. Javni potniški promet bo obratoval tudi v času počitnic? Seveda, tudi lani je. In kar nekaj pripomb je bilo, da kaj se pa gremo, da avtobusi vozijo tudi poleti. Jaz mislim, da je to edina pravilna rešitev, ker če karikiram, gospa iz Dol se usede zjutraj na avtobus malce čez 7 uro, gre v Idrijo, opravi svoje zadeve, se dobi svojo prijateljico, gre v knjižnico, v trgovino in vse ostalo in se lahko z avtobusom, ki gre tam malce po 12 uri, vrne nazaj domov, brezplačno. Če ima status upokojenca? Seveda. Ja. Po zadnjih volitvah je občina Idrija dobila poslanca v državnem zboru, Andrej Poglajn. Kako sodelujete z njim? Z Andrejem sodeluje zgledno. Že prej, ko je bil v preteklosti podžupan, so sodelovali dobro. Polagam pa veliko upanja na to, da imamo sedaj res poslanca, ki ima direkten dostop do vlade in do ministrov in bomo na ta račun, jaz mislim, da prišli do pametnih rešitev glede tega, kako bomo v občinah tipa Idrija kaj več dobili, da bomo lahko zagotavljali to poseljenost, kot jo zagotavljamo in o kateri sem govoril že na začetku. Katere ukrepe bi morala nova vlada takoj sprejeti za celjenje teh težav? Ja, to, kar zmeri govorim. Tudi zadnje primerjave, ki smo jih slišali tudi v oddaji včerajšnji na prvem programu Radia Slovenija, primerjava državne ceste, za kilometer državne ceste na območju Nove Gorice je strošek, mislim, da 330 evrov na kilometer, na območju občine Idrija oziroma na območju cestne baze Idrija pa skoraj da 1900 evrov, se pravi, da ta razlika, ki se pokaže na državnih cestah in jo lahko preslikamo tudi bomo rekli, na občinske lokalne ceste, je tista, ki nas najbolj praktično zažira v proračunu. Poleg tega pa tudi tista stvar, o kateri tudi skozi govorim, se pravi gradnja cest na območjih, kot je Idrija, geološko, geografsko razgibani, je nekajkrat dražja kot v nekih ravninskih predeljih oziroma tam, kjer so tla trdna in ne zahteva nekih posebnih temeljenj. Tako da sprememba zakona o financiranju občin in zagotavljanje sredstev občinam, ki imamo enormno više stroške kot nekatere druge, je nujno potrebna. To je glavna debata, ki je vedno in povsod prisotna tudi pri poslancu. Občina Idrija za leto 2027 še nima sprejetega proračuna.
najbrž pa imate zametke že pripravljene. Ne zametki, v bistvu proračun je pripravljen, predlog svetniške skupine so ga tudi dobile na vpogled. Kakšni so glavni poudarki? Bom drugje začel. Leto 27 je leto, ki bo po lokalnih volitvah, se pravi tudi po volitvah za župana, županjo. Ne vemo še, kakšna bo glavarina za prihodnje leto. Ne vemo še, kaj se bo na strani financ zgodilo, predvsem v tem trenutku lahko rečem pri spremembi zakona o vrtcih, ker vemo, da država nase prevzema breme plačila tisto, kar ne bi plačevali starši, in tam ravno pri tem plačilu imamo mi določene subvencije sedaj uvedene, pri katerih pa lahko kar nekaj privarčujemo, če bo država res to prevzela. Tako da ne vemo točnega inkama in ne moremo tudi, bomo rekli, nastaviti točnih izdatkov. Se pravi, noter smo ta glavne stvari nekako pokazali, ki so pomembne, se pravi, od obnove cest do gradenj. Je pa zelo pomembno, da bomo rekli, pred začetkom naslednjega mandata, kdorkoli že bo župan ali županja, ta proračun sprejmemo, ker je od sprejetja odvisno črpanje sredstev za satelitski urgentni center. Se pravi, če nimamo v proračunu umeščenih sredstev za satelitski urgentni center, ne moremo narediti razpisov za gradnjo oziroma za sanacijo teh prostorov v zdravstvenem domu. To pa nam zapira to časovno okno, v katerem je treba zadevo urediti, se pravi do konca leta 2027. Tako da proračun je nastavljen, novi župan ali županja, pa lahko da tudi stari, pa bo moral se pravi, konec januarja prihodnjega leta ali pa začetek februarja sprejeti rebalans proračuna in zadeve nastaviti, kakor mu bodo želje. Pa vendarle ob drobljenju javnih sredstev na številna manjša gradbišča, recimo takole, občani pričakujejo tudi kakšno večjo investicijo, na primer na področju kulture, na področju športa. Je kaj takega tudi v načrtu? Večja investicija je tudi zdravstveni dom, to je 1.500.000 in toliko. Se pravi, to je glavni poudarek. To je glavni poudarek. Čakamo pa seveda na razpise, ki jih bodo ministrstvo dala v tem, bom rekel, v novem obdobju, in mi bomo pripravljeni in bomo pač bedeli nad tem, kako bi ta sredstva tudi dobili in smotrno počrpali. Se prijavljate na vse razpise? Kar se da, se praktično prijavljamo. Je pa res, da v bistvu za naše območje imamo še kar handicap, zaradi tega, ker nismo obmejno problemsko območje. Se pravi, območje, ki ima določene probleme, to so obmejna problemska območja, ki so nekako izpostavljene kot območja, na katerih se težje živi, med drugim je tudi občina Ajdovščina med temi, recimo. Tako da o merilih ne bi govorili. Seveda nismo Triglavski narodni park, ki ima v vsakem primeru več kot 10% točk več kot vsi ostali, in na ta račun pač na razpisu Ministrstva za kulturo dobi recimo UNESCO destinacija 1 ali 2 dodatni točki pri 80 ali 90. Triglavski narodni parki, da bi pa 10 ali 20% več. Se pravi, da smo tudi pri kulturi je bolj pomembna Triglavski narodni park kot svetovna dediščina. Na področju stanovanj se v Idriji že vrsto let ni zgodilo praktično nič. Načrtujete v prihodnjem obdobju vendarle kakšno gradnjo? Ja, načeloma mi kot občina si želimo s predelavo doma Nikolaja Pirnata pridobiti stanovanja v tem domu.
Drugače pa tudi Kolektor Calling že kar nekaj let skupaj z nami, oziroma mi skupaj z njimi, pa se trudimo za to, da bi začeli z gradnjo zadaj v Rožni ulici, se pravi med Lapajnetovo in Rožno ulico, zadaj za hotelom Nanos nekdanjim. Tam smo zdaj prišli do določene odločitve, da se ne bomo več pogajali z nekimi lastniki sosednjih zemljišč, in bomo pač tisto povezovalno cesto preprojektirali na tak način, da ne bomo potrebovali njihovega soglasja in bomo pač, upam, da skupnimi močmi prišli do tega, da bodo lahko zgradili tiste 3 oziroma 4 stavbe, ki bodo zagotavljene nova stanovanja v Idriji. Nova stanovanja bodo, vendar višjega cenovnega razreda, govori se o nekih vilah, je to? Če veste, danes se vsakemu bloku, ki ni megalomansko velik, reče vila blok, in v takih vila blokih so lahko bolj mehna in bolj velika stanovanja. Vemo pa, da cene stanovanj v celotni Sloveniji niso ravno delavskemu žepu prijazne in verjetno bomo prišli do tega pač, da nekdo bo lahko kupil, nekdo ne bo mogel, to je pa kruta realnost današnjega časa. Neprofitna stanovanja to kruto realnost blažijo. Ima občina dovolj neprofitnih stanovanj? Neprofitnih stanovanj ni nikoli dovolj. Je pa treba nekako trezno premisliti, do katere točke greš. Mi imamo krepko preko 100 stanovanj. Zdaj v letošnjem letu se pripravljata 2 nova, ki smo v bistvu prostore smo kupili na Kosovelovi ulici. Enega smo kupili tudi v Spodnji Idriji, tako da konstantno v bistvu, ali pa ogromna stanovanja, tista, ki so krepko preko 100 kvadratnih metrov, predelujemo v 2 manjša in s tem zadoščamo tistim potrebam, ker potrebe so predvsem tam, bomo rekli, stanovanji nekaj preko 50 oziroma okrog 50 kvadratnih metrov. Tako da mi se trudimo, bi pa mogoče želeli, da bi tudi Stanovanjski sklad Republike Slovenije uvidel, da bi bilo potrebno v Idriji kaj zgraditi. Večkrat smo bili tam, ampak trenutno še nismo prišli do tega. Zdaj bomo jim dali eno informacijo o eni parceli za večstanovanjsko gradnjo, ki bo na voljo, tako da bomo videli, do česa bomo prišli. Občinski zavod za turizem ima novo vodstvo. Drži podatek, da mu boste priključili tudi upravljanje športnih objektov, kulturnih objektov? Ja, trenutno je odločitev taka. Jaz mislim, da taki zavodi, če pogledamo po Sloveniji, v drugih občinah že dobro funkcionirajo, se pravi, kjer se združujejo od turizma, športa, kulture, prireditev in podobnih zadev. Tako da polagam veliko upanja na to, in tudi skozi pogovore z novim direktorjem mislim, da bomo stvar izpeljali, kakor je potrebno. Jeseni bodo lokalne volitve, sedaj je v središču pozornosti odločitev vlade, parlamenta, da se volilna pravica razdeli le med državljane Republike Slovenije, ki živijo na določenih območjih. Kaj to pomeni za vašo občino? Okrog 10% je teh volivcev, ki bi po novi ureditvi ne imeli pravice do volitve. Glejte, jaz bom tako povedal, da po moje ta odločitev ni pravilna. Kaj bo pa to pomenilo za volitve, pa res ne vem povedati, ker ne vem, kdo je za koga volil. Moram pa reči, da je verjetno moje osebno mnenje, da to targira predvsem na eno občino v Sloveniji, kjer bi radi spremenili oblast. V tem letu zaključujete vaš drugi mandat, 8 let ste na mestu župana. Povejte nam, katera odločitev je bila najtežja? A vseh teh 8 letih? V 8 letih. Mislim, najtežji so bili tisti trenutki začetka covida. To je definitivno, ker smo bili vrženi med krokodile, bom rekel, tako v prispodobi, in
bomo rekli, reši se, kdor se more, v tem trenutku sicer pol. Če gledamo na to z današnje perspektive, se mogoče lahko malo sami sebi tudi smejimo, ampak usmeritve, kakršne so bile in kakršna je bila takrat informacije glede te bolezni, je bila stvar skrajno resna. Drugače pa, ne vem, odločitve je treba marsikdaj sprejeti kar na hitro in kar, bomo rekli, čeprav hitro, pa še kar preudarno, bomo rekli, ker drugače se lahko marsikaj naredi narobe. Marsikdaj, bom rekel, kot župan je treba hoditi zelo po robu, da lahko kaj izpelješ. Predvsem pa bom rekel, da kaj me moti me to, da država v večini primerov, kar sem jaz v zadnjih 8 letih v bistvu na tej funkciji in sem dal skozi 3 vlade in zdaj 4., moram reči, da boli mene in vse župane predvsem to, da država občin ne vidi kot partnerjev, ampak kot nekako, oziroma ne kot partner in podaljšek sebe do prebivalcev države, ampak kot ne bodi ga treba, s katerim se je treba skozi ukvarjati in jih poslušati, da nimajo dovolj sredstev in da je življenje na podeželju težko in drago. In ravno to so tiste stvari, ki nekako jih upam, da ob izvolitvi za naslednji mandat in ob pametnem premisleku vladajočih bomo nekako popravili. Na teh volitvah boste kandidirali za svoj 3. mandat, to je v javnosti znano. Kaj vas žene v to zgodbo? Nekaj je še stvari, ki bi jih rad pripeljal do konca. Ena je tista stvar, o kateri so že govorila. Vsaj eno kulturno dvorano v občini narediti, ki bo, bomo rekla, primerna za takšne in drugačne prireditve. Se pravi, za prireditve nekako do 300 obiskovalcev. O večjih dvoranah je brez veze, bom rekel, da sploh sanjamo, ker ne bodo, pač vsaka streha ima svoj strošek in dvorana mora biti taka, da se vsaj približno nekako stvari probajo pokrivati. To je ena stvar, pa rad bi nekako še prišel do tega, da bomo predvsem to infrastrukturo v občin, komunalno in cestno, pripeljali do enega vsaj približno normalnega nivoja, kar je pa seveda odvisno od tega, ali bodo dodatna sredstva s strani države zagotovljene. 22. junija, na dan svetega Ahacija, občina praznuje občinski praznik. Koga boste letos nagradili? Nagrado za mlade ustvarjalce prejme Gašper Golob Rupnik. Nagrade občine Idrija prejmejo ženski pevski zbor Tice, Nastja Lakner Čavlović in Uroš Pavšič. Vsi zaslužni na svojih področjih. Pirnatovo nagrado prejme Aldo Kumar, v bistvu za opus, posvečen tudi Idriji. Nagrado Jožefa Mraka prejme Bojan Režun za dolgoletno delo na raznih funkcijah. In najvišjo nagrado, naziv častnega občana občine Idrija, prejme Rafael Terpin, za katerega pa mislim, da ne potrebujemo komentarja in se mu lahko samo zahvalimo za celoten njegov opus, ki bogati našo kulturo. Dogodek bo letos na Grajskem dvorišču, je to za javnost odprti dogodek? Vedno je odprti dogodek za javnost, tako da vabljeni, prebivalci občine in tudi širše. Bo pa, se pravi, v večernem času, v ponedeljek na občinski praznik, tako da vabljeni tudi na ta dogodek.
Kaj bi sporočili občanom ob prazniku? V bistvu bi izrekel neko hvaležnost, da se nekako s skupnimi močmi dajemo življenje temu lepemu delu naše širše domovine, in predvsem pa želim, da v bodoče s treznim razmislekom odločevalcev v Ljubljani in s treznim razmislekom pri nas v občinski stavbi in na splošno pridemo do okolja, ki bo še, oziroma do bivanjskega okolja, ki bo nam, občanom, še bolj prijazno. Tomaž Wenzel, župan občine Idrija, jaz vam čestitam ob prazniku, se vam zahvaljujem za obisk v našem studiu in gostovanje v tej oddaji. Hvala lepa za čestitke in lep pozdrav. Vam, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za pozornost in seveda rudarski srečno. Srečno.